Večina izmed nas ima dokaj dobro razumevanje glavnih dogodkov, ki so zapisani v naših zgodovinskih knjigah. Vendar obstajajo nekateri zgodovinski dogodki, ki so bolj nejasni in se zdijo brez logične razlage. Upamo, da bomo s časom in z več raziskavami izvedeli več o teh primerih in da bomo končno našli nekatere odgovore. Številka 20. Ni dvoma, da je bila Maud Crawford izjemna ženska. Odraščala je v 20. letih prejšnjega stoletja, v času, ko ženske niso imele enakih pravic kot danes in večina se je poročila ter nato skrbela za dom in potrebe svojih mož. Maud je šla proti toku. Srednjo šolo je zaključila kot najboljša v razredu in kasneje dosegla najvišji rezultat na pravniškem izpitu, čeprav prava nikoli ni študirala. Leta 1927 je postala prva ženska odvetnica v Camdenu v Teksasu in kasneje tudi prva ženska članica mestnega sveta. Bila je predsednica več organizacij in leta 1954 izbrana za žensko leta v mestu. 3 leta kasneje je postala središče zagonetne skrivnosti, ki do danes ni bila razrešena, kljub najboljšim prizadevanjem vseh, ki so jo poznali, da bi ugotovili, kaj se ji je zgodilo. Znano je, da sta takrat ona in njen mož Clyde v svoji veliki hiši oddajala nekaj sob 4 najemnicam in da 2. marca 1957 nobena od teh najemnic ni bila doma. Maud je bila sama doma, kar se je redko zgodilo, saj so vse 4 najemnice za konec tedna odšle domov. Njena sestrična Marta je kasneje povedala, da sta se z Maud po telefonu pogovarjali okoli 8:30 tistega večera. Dodala je, da bi morala tisto noč z možem obiskati Maud, a sta obisk odpovedala, saj sta se odločila, da bosta ostala pri prijatelju, k Maud pa bosta prišla šele naslednji dan. Čeprav je bila Maud nekoliko razočarana, ker Marta tisto noč ne bo prišla, zaradi spremembe načrtov ni bila prav nič jezna. Po Martinih besedah pa je bila ob koncu pogovora dobre volje. Ko je Clyde po noči pitja in ogledu filma prišel domov, je ugotovil, da Maud ni tam. Vse njene stvari so bile še vedno v hiši in ni bilo nobenih znakov, da bi se zgodilo kaj hudega, vendar je preprosto ni mogel najti. Potem, ko so jo prijavili kot pogrešano, je policija izjavila, da ne verjamejo, da je odšla prostovoljno, saj je pozneje tisti teden organizirala čajanko za približno 30 žensk in ni imela nobenega razloga, da bi želela izginiti. Nekaj časa je bil Clyde osumljenec, saj nista bila tako povezana kot običajen par. Ker pa je bila Maud glavna hranilka v hiši, so ugotovili, da nima motiva, da bi ji škodoval in so ga oprostili suma. Na to so sumili, da je za to odgovoren nekdo povezan z družbo organiziranega kriminala, vendar za to teorijo nikoli niso našli nobenih dokazov. Na koncu so odločili, da je izginotje Maud res posledica kaznivega dejanja, vendar nikoli niso identificirali storilca in njen primer ni bil nikoli rešen. Vsak, ki ima nove informacije o njenem primeru, naj se obrne na policijski oddelek v Camdenu na številko 870 836 5755. Ime Maud kot številka primera je MP 50978. Številka 19. Skozi stoletja so arheologi odkrili nekaj neverjetnih artefaktov, za katere se zdi, da nimajo nobene razlage. Nekateri so bili najdeni na najbolj neverjetnih mestih, kjer jim ni mesto, medtem ko so druge izdelali ljudje, za katere še nikoli nismo slišali. Za nekatere pravijo, da vsebujejo prekletstva, drugi pa prikazujejo živali in predmete, ki jih nismo uspeli prepoznati, zaradi česar nekateri verjamejo, da so jih ustvarila bitja z drugega sveta ali civilizacije, ki so se izgubile v času. Potem so tu še tisti artefakti, za katere pravijo, da v njih straši ali pa jih je prevzela zlobna entiteta. Ta poročila običajno jemljejo z rezervo, vendar številni obiskovalci egipčanskega oddelka Manchesterskega muzeja vztrajajo, da ima eden od razstavljenih artefaktov svojo lastno voljo. Gre za pogrebno statueto iz Srednjega kraljestva, ki je razstavljena v stekleni vitrini v muzeju. Sprva so mislili, da gre le za enega izmed 100 staroegipčanskih artefaktov, ki so jih odkrili skozi leta. A nekega dne se je vse to spremenilo. Februarja 2023 je kustos muzeja Campbell Price vodil skupino obiskovalcev skozi egipčanski oddelek, ko je opazil nekaj nenavadnega, kar ne bi smelo biti mogoče. Kipce, ki se imenuje Nab-Senu, bi v starih časih pokopali skupaj s faraonom, saj so verjeli, da bo služil kot nadomestno prebivališče za faraonovega duha, če bi bila njegova mumija uničena. Omeniti je treba, da sta bila mumija in kipce muzeju podarjena leta 1933 in sta bila od takrat shranjena ločeno drug od drugega.
Na omenjeni dan je bil Price presenečen, ko je opazil, da je artefakt obrnjen v napačno smer in ni imel nobene razlage, zakaj. Vprašal je preostalo osebje v muzeju, ali je kdo premaknil artefakt, vendar ga ni nihče. Poleg tega je imelo le nekaj ljudi ključe od tega posebnega vitrine, vendar nihče ne bi premaknil kipa, ne da bi se prej posvetoval z njim. Odprl je vitrino, obrnil kip nazaj v prvotni položaj in ponovno zaklenil vitrino. Naslednji dan je bil kip spet obrnjen v drugo smer, dan zatem pa se je ponovno premaknil. Verjel je, da mora za to obstajati logična razlaga, naprimer vibracije, ki jih on in njegovi obiskovalci niso mogli občutiti. Toda noben drug artefakt v isti vitrini se ni premaknil niti za milimeter, zato je bil Price povsem zmeden. Ker so sumili, da je nekdo dobil dostop do vitrine, so nanj usmerili kamero, ki je vsako minuto posnela fotografijo. Ko so pregledali slike, so bili zaposleni v muzeju presenečeni, ko so ugotovili, da se je artefakt obračal sam od sebe, medtem ko so ostali popolnoma pri miru. Predlagali so, da bi lahko rotacijo povzročilo različno trenje, kar je vsekakor verjetna razlaga. Toda Price je ostal skeptičen. Poročal je, da je bila statueta že nekaj časa postavljena v isti vitrini in da se prej nikoli ni premaknila, kar ne bi bilo tako, če bi bilo za to krivo tovrstno trenje. Številni strokovnjaki so podali svoje mnenje o tej teoriji, vendar nihče ni mogel pojasniti, zakaj se je artefakt nenadoma začel tako obnašati, ko pa je v preteklosti ostajal popolnoma pri miru. Še danes je razstavljen, da si ga lahko vsak ogleda, če so dovolj pogumni, seveda. Številka 18. Običajno, ko nekdo poroča, da je videl nenavadne luči na nebu in verjame, da je vir nezemeljsko plovilo, naleti na določeno mero skepticizma. Toda ker je o incidentu, ki se je zgodil v Papui Novi Gvineji, poročal anglikanski duhovnik, veliko ljudi verjame, da je njegovo poročilo pristno. Leta 1959 je avstralski duhovnik William Gill napisal pismo enemu od svojih prijateljev, župniku Davidu Duryju, in v njem opisal nekaj skoraj preveč neverjetnega, da bi verjeli. Pismo je začel z besedami, da je vse bolj prepričan, da Zemljo obiskujejo nezemeljska bitja, zahvaljujoč številnim verodostojnim poročilom, ki so jih v zadnjem času zabeležili na tem območju. Dodal je, da je bila večina teh poročil podana po opažanjih v Bojaneju in da je več teh plovil lebdevalo nad goro Pudi. Pojasnil je, da je tudi sam 9. aprila tistega leta videl nekaj teh luči in da so se te pojavile na več različnih območjih skozi noč. Gill je bil do teh poročil sprva skeptičen, vendar potem, ko je sam videl te luči, ni več dvomil, da se na nebu nad Papuo Novo Gvinejo dogaja nekaj nenavadnega. Dodal pa je, da še vedno potrebuje znanstvene dokaze, preden bi lahko te luči pripisal nezemeljski dejavnosti. Namignil je, da so jih morda povzročile neke vrste električne anomalije, ali pa so bile za to nekako odgovorne atomske eksplozije v Nagasakiju in Hirošimi, ki so se zgodile skoraj 15 let prej. Priznal pa je, da je njegov pomočnik med opazovanjem nenavadnih luči videl plovilo v obliki krožnika. Vendar je namignil, da se mu je verjetno samo dozdevalo, saj je takšno podobo najbrž že videl v kakšni knjigi ali reviji. Poleg tega je menil, da če bi bila plovila resnična, bi jih verjetno upravljali na daljavo, saj si ni mogel predstavljati, da bi lahko vsebovala karkoli v velikosti človeka. Gillova čustva glede tega so bila jasna, vendar si je naslednji dan premislil. V drugem pismu Duryju je zapisal, da je prejšnjo noč skupaj s skupino ljudi opazoval te krožnike približno 4 ure in da zdaj nima več nobenega dvoma, da jih upravljajo nečloveški piloti. Poročal je naslednje. Ob 18:45 tistega večera so na nebu opazili močno svetlobo. Prav tako tudi številni drugi ljudje, ki so se vsi zbrali, da bi videli, kaj se bo zgodilo. Krožniku podobno plovilo s 4 pristajalnimi nogami se je nato približalo in začelo lebdeti nad skupino. V notranjosti so videli 4 nenavadna bitja, ki so se gibala naokoli. Vsake 4 sekunde jih je z ladje osvetlila modra svetloba, naslednjih 45 minut pa je plovilo ostalo na mestu. Sčasoma se je začela premikati in z neverjetno hitrostjo izginila navzgor v nočno nebo. Ko je skupina že mislila, da je dogodek končan, se je nenadoma spustila skupina manjših plovil, 20 minut kasneje pa se je vrnila prva ladja. Vsa ta plovila so ostala na tem območju naslednji 2 leti in pol, izginila pa so šele, ko so se začeli zbirati oblaki. Vsa ta plovila so se naslednjo noč ponovno vrnila, tokrat s piloti v notranjosti.
Gil je lahko videl dve biti, ki sta nastavljali instrumente na zadnjem delu krožnika, medtem ko je tretje zgolj opazovalo množico, ki se je zbrala. Gin se je naveličal zgolj opazovati, zato se je odločil pomahati postavi, ki mu je, na njegovo presenečenje, pomahala nazaj. Ko je še en član skupine z obema rokama pomahal proti plovilu, so bitja posnemala njegova dejanja. Plovilo se je nato premaknilo nekaj metrov stran, kmalu zatem pa so ga oblaki ponovno zakrili pred pogledi. Naslednjo noč se je pojavilo 8 plovil, Jill pa je v nekem trenutku zaslišal zvok močne eksplozije, vendar vir nikoli ni bil ugotovljen. Ti dogodki nikoli niso bili pojasnjeni, vendar je veliko ljudi, ki so bili tam tiste noči, potrdilo Gillove izjave. Incident v Papui Novi Gvineji je skrivnost, ki morda nikoli ne bo razrešena. Številka 17. Pravi se, da so bili pripadniki kulture zvončastih čaš ključni pri prenosu bronaste dobe v Britanijo in da so morda pomagali pri prenovi Stonehengea, vendar vemo zelo malo o tej civilizaciji in življenju, ki so ga živeli. Zdaj verjamemo, zahvaljujoč analizi DNK, da so pripadniki kulture zvončastih čaš prispeli v Britanijo nekje med letoma 2400 in 2600 pr. Štobena in da je njihov prihod pomenil konec neolitika. Poleg tega pravijo, da je njihova DNK skoraj v celoti nadomestila DNK prvotnih prebivalcev Britanije, kar pomeni, da skoraj nihče od prvotnih prebivalcev otoka ni povezan z današnjimi ljudmi, ki tam živijo. To so ugotovili v študiji, kjer so primerjali DNK ljudi, ki so bili pokopani v Britaniji pred in po prihodu teh skrivnostnih ljudi. Glavni raziskovalec, profesor Ian Barnes, je poročal, da je bila DNK najdena v ostankih ljudi, pokopanih po njihovem prihodu, izjemno drugačna od DNK prvotnih prebivalcev, kar nakazuje na velikansko zamenjavo prebivalstva. Pripadniki kulture zvončastih čaš so dobili to ime zaradi svojega značilnega sloga lončarstva. Pred približno 4500 leti so začeli izdelovati zvončaste lončene posode, kakršnih prej še niso videli, prvič pa so se pojavile na območju današnje Španije in Portugalske. Ta slog je hitro postal moden po Evropi, stoletje kasneje pa so ga prvič opazili v Britaniji. Čeprav za to ni bilo najdenih trdnih razlag, so učenjaki predlagali, da so bili pripadniki kulture zvončastih čaš v procesu množičnih migracij in da so ta slog lončenine prinesli s seboj, kamorkoli so šli. V nekaj 100 letih je v Britanijo prispelo še več ljudi zvončaste čaše in kmalu so skoraj popolnoma zamenjali DNK prvotnih prebivalcev tega območja. Imamo celo dobro predstavo o tem, kako so izgledali. Zahvaljujoč analizirani DNK, raziskovalci verjamejo, da so imeli svetlo kožo, svetle lase in svetle oči. Ob njihovem prihodu so imeli domačini Britanije običajno rjave oči, rjave lase in olivno obarvano kožo, kar danes zagotovo ne drži več. To očitno podpira teorijo, da so bili prvotni prebivalci postopoma zamenjani, saj so pripadniki kulture zvončastih čaš imeli otroke z domačini, ki so sčasoma izginili v pozabo. Kar zadeva izvor pripadnikov kulture zvončastih čaš, so sprva verjeli, da prihajajo iz Liberije, vendar strokovnjaki glede tega niso 100% prepričani. Prav tako so predlagali, da so se pomešali z lovci-nabiralci v Evropi, preden so odpotovali v Britanijo, kar pomeni, da se je njihova DNK spremenila že pred njihovim prihodom. Ni običajno, da DNK ene skupine popolnoma prevlada in sčasoma zasenči drugo, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da za to obstaja razlaga. Menijo, da je morda izbruhnila epidemija in da je sledila tragedija. Zelo verjetno je, da so bili pripadniki kulture zvončastih čaš imuni na učinke bolezni, medtem ko prvotni Britanci niso bili. Tako bi pripadniki kulture zvončastih čaš še naprej uspevali, medtem ko bi Britanci podlegli kugi, zaradi česar bi se njihov DNK skozi leta zmanjševal. Celo predlagano je bilo, da so začeli uporabljati Stonehenge in številna druga neolitska najdišča, ki so bila zgrajena v Britaniji, ter da so morda sodelovali pri preoblikovanju tega slavnega spomenika, čeprav to ni bilo dokazano. Domorodcem v Britaniji so predstavili kovinarstvo, lokostrelstvo in svoj značilni slog lončarstva. Če bi se karkoli od tega kdaj izkazalo za dokončno resnično, bi to lahko spremenilo zgodovinske knjige, kot jih poznamo. A za zdaj se moramo še veliko naučiti o teh starodavnih pripadnikih kulture zvončastih čaš. Številka 16. Leta 2008 je 23-letna Christine Walters študirala botaniko in etnobotaniko na univerzi v Wisconsinu.
Znano je bilo, da je ostajala v formi z jogo in pilatesom, celo začela je voditi nekaj teh vadb, da bi zaslužila dodatni denar. Medtem ko je bila med spomladanskimi počitnicami odsotna s fakultete, se je odločila podaljšati svoj dopust, da bi lahko odpotovala v Portland v Oregonu. Znano je, da je zapustila Deerfield v Wisconsinu in prispela v Eureka v Kaliforniji, saj je tam preživela nekaj časa s svojimi prijatelji. Po besedah teh prijateljev se je med bivanjem tam začela zanimati za duhovnost, alternativne načine življenja in zdravje okolja. Svoji družini je obljubila, da bo ostala v stiku, dokler bo tam, in nekaj časa je svojo obljubo tudi držala. A s časoma so jo slišali vse redkeje. Ko je poklicala domov, je bilo to pogosto zato, da je prosila za denar, saj ni delala in ji je nenehno zmanjkovalo sredstev. Prebivalec mesta Arcata je 12. novembra tistega leta poklical policijo in prijavil, da se je Kristina pojavila na njihovem pragu. Ko so odprli vrata, so bili šokirani, ko so jo našli golo, prekrita s praskami in zmedeno. Policija jo je pobrala iz hiše in jo odpeljala v bolnišnico Sveti Jožef, ker je osebje opazilo, da se zdi, kot da se nečesa boji. Ko so jo vprašali, kaj jo je tako prestrašilo, je povedala, da jo nekdo preganja, vendar ni mogla povedati, kdo ali kaj jo je prepričalo v to. Tudi dogodkov, ki so pripeljali do tega, da so jo našli pri hiši, se ni mogla jasno spomniti, vendar je ves čas ponavljala, da jo bodo njeni zasledovalci našli, ne glede na to, kam gre. Ko je bolnišnično osebje ocenilo, da je Kristina dovolj zdrava za odpust, so jo odpeljali v motel. Povedala je, da bo v motelu načrtovala let domov in potem, ko je stopila v stik s svojo družino, so ji na bančni račun nakazali $1000 za letalsko karto in druge stroške. Znano je, da je obiskala kopirni center v Eureki, saj je mama tja poslala nekaj dokumentov, ki jih je potrebovala za let. Na posnetkih varnostnih kamer so jo opazili in zdela se je nervozna, saj je papirje tesno držala ob prsih, preden je zapustila trgovino. Denar, ki je bil nakazan na njen račun, ni bil nikoli uporabljen in ko se jim do 17. novembra ni oglasila, so obvestili policijo in prijavili njeno izginotje. Med iskanjem so njen nahrbtnik našli v centru Green Evolution v Arcati. V notranjosti so preiskovalci našli osebno izkaznico in denar, za katera je trdila, da jo je izgubila, in verjamejo, da je nahrbtnik tam pustila, preden so jo odpeljali v bolnišnico, saj je to storila vedno, kadar je nameravala iti na pohod v skupnostni gost Arcata. Preiskava je razkrila, da je Christine sodelovala v nezakonitem obredu, preden je postala zmedena. Verjamejo, da je zaužila prepovedano snov skupaj s nadzorovano snovjo in da je nato začela halucinirati. Znano je, da te snovi povzročajo zmedenost, paranojo in manijo, še posebej pri ljudeh, ki imajo težave z duševnim zdravjem. Christine ni bila nikoli najdena in njena družina obupano išče odgovore. Vsak, ki ima kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripeljale do njenega izsleditve, naj pokliče šerifov urad okrožja Humboldt na številko 7N01 7N4N4 N5N 7N2N 5N1. Številka njenega primera je MP 5477. Številka 15. V 14. in 15. stoletju je bila plemiška družina Corte Real, ki je izvirala iz Španije, znana po svoji ljubezni do raziskovanja svetovnih oceanov. Dva sinova družine, Gaspar in Miguel, sta to ljubezen podedovala od svojega očeta, Joa Vaza Corte Reala. Gaspar naj bi bil pravi pustolovec med njima, saj je odraščal o poslušanju zgodb o daljnih deželah in se je hitro naučil brati zemljevide. Njegovo željo po pustolovščinah so še okrepila odkritja, ki so jih do leta 1500 naredili drugi raziskovalci, vključno z novimi trgovskimi potmi, novimi celinami, ozemlji in rasami, ki jih še nikoli niso videli. Kot odraslega je Gasparja izbral portugalski kralj Manuel I, da se pridruži drugim raziskovalcem pri odkrivanju novih območij. In na svojem prvem potovanju je morda dosegel Grenlandijo, čeprav ta teorija ostaja predmet razprav. Trdil je, da so ga skupaj z možmi slabe vremenske razmere prisilile k vrnitvi, še preden bi lahko stopili na kopno, vendar je imel vso namero, da se vrne z več možmi. Ko je leta 1501 zbral veliko skupino raziskovalcev, je ponovno odplul, tokrat s 3 ladjami. Ko so prispeli na območje, so zaradi ledenih razmer naleteli na težave. Ladje niso bile zgrajene za prebijanje skozi led, zato se je Gašpar odločil spremeniti smer in verjame se, da je skupina pristala na Novi Fundlandiji ali morda v Labradorju. Odprava je bila uspešna in Gašpar je s seboj na Portugalsko pripeljal približno 60 ljudi, ki so živeli na tem območju.
A nekaj, kar nam ni znano, se je zgodilo na poti, saj sta druga dva ladji varno prispeli, Gašparjeve pa ni bilo nikjer. Miguel ni mogel sprejeti, da je njegov brat preprosto izginil, in ker je tudi sam ljubil pustolovščine, ter mu je bilo obljubljeno nekaj odkrite zemlje, se je odločil, da bo začel iskanje za Gašparjem. Leta 1502 je zbral novo skupino mornarjev in s 3 ladjami odplul iz Lizbone. Odpravil se je nazaj na območje, kjer so njegovega brata nazadnje videli, kar je pomenilo, da so morali on in njegovi možje prečkati iste ledene vode, na katere so naleteli Gašpar in njegove posadke. To ni predstavljalo večje težave, saj so območje dosegli brez večjih zapletov. Toda potem je Miguel naredil usodno napako. Odločil se je, da morajo preiskati večje območje hitreje, zato je ukazal, naj se 3 ladje razdelijo. Dogovorili so se, da se bodo srečali na določenem mestu sredi avgusta tistega leta in 2 ladji sta res prispeli, vendar je Miguelova izginila, tako kot bratova ladja. Ugibali so, da je bila njegova ladja bodisi nepopravljivo poškodovana zaradi ledu ali pa je potonila med nevihto. Družina Corte Real pa ni obupala. Leta 1503 je njun brat Vasco Anés poslal 2 ladji na isto območje, da bi poiskal brata. Saj mu seveda ni bilo dovoljeno spremljati odprave. Nekateri zgodovinarji pa so domnevali, da se eden od bratov ali oba nista odločila vrniti na Portugalsko in da so v enem od teh območij dolgo živeli. Toda to se seveda nikoli ni dokazalo in zgodovinarji lahko le ugibajo, kaj se je zgodilo z bratoma Corte Real pred vsemi temi stoletji. Številka 14. Izginocije. 21-letne Hyun Song, ki so jo prijatelji in družina poznali kot Cindy, še naprej frustrira oblasti, saj jim ni uspelo ugotoviti, kaj se ji je zgodilo leta 2001. Takrat je bila Cindy študentka na univerzi Penn State. Bila je študentka zadnjega letnika in je študirala integrativno umetnost, ko je nenadoma izginila in je nikoli več niso videli ali slišali za njo. Delala je 2 službi in se pripravljala na podelitev diplome spomladi naslednjega leta. A nikoli ne bi imela priložnosti uresničiti teh načrtov zaradi nerazložljivega dogodka, ki se je zgodil neke noči. 31. oktobra tistega leta se je odločila, da gre ven s prijatelji praznovati noč čarovnic. Bila je oblečena v kostum zajčka, ki ga je sestavljalo črno krilo, bel zgornji del in zajčja ušesa, ki jih je nosila na glavi. Po vseh pričevanjih se je skupina dobro zabavala in tik pred 4. uro zjutraj so se odločili, da zaključijo večer. Ona in prijateljica sta se odpeljali do njene stanovanjske stavbe, kjer jo je prijateljica odložila nekaj minut pred 4. uro zjutraj. Njena prijateljica je počakala, da je vstopila v stavbo, preden se je odpeljala, kaj se je zgodilo potem, pa ostaja neznano. Ko je bila Cindy prijavljena kot pogrešana, so preiskovalci odšli v njen stanovanje, da bi raziskali primer, in vsi so bili presenečeni nad tem, kar so tam našli. Očitno je prišla v stanovanje, saj je bil njen nahrbtnik pustljen pri vhodnih vratih. Svoj mobilni telefon je pustila na običajnem mestu in celo odstranila umetne trepalnice, ki jih je nosila na zabavi. Zato verjamejo, da se je začela pripravljati na spanje, ko se je zgodilo nekaj, zaradi česar je izginila. Ko se je iskanje nadaljevalo, je postalo očitno, da so njena torbica, osebna izkaznica, kreditne kartice in kostum zajčka, ki ga je nosila, vsi izginili. Stanovanje je bilo najdeno v dobrem stanju in niso našli nobenih znakov vloma. Njene sosede so zaslišali, vendar so povedali, da tistega jutra niso slišali nobenih nenavadnih zvokov in niso videli nikogar sumljivega v stavbi. Nihče ni nikoli namignil, da bi se odločila izginiti po lastni volji, saj je bila zelo zanesljiva oseba in nikoli ne bi zapustila fakultete, ne da bi o tem obvestila svojo družino. V vseh svojih predmetih ji je šlo dobro, zato ni bilo nobenega razloga, da bi izginila. Objavljenih je bilo več pozivov, naj se oglasi vsak, ki ima kakršnekoli informacije o njenem primeru, vendar se ni oglasil noben priča. Nato je nekdo obvestil policijo, da je videl žensko, ki je ustrezala njenemu opisu, kako so jo v kitajski četrti v Filadelfiji prisilno spravili v avto. Ta sled ni nikoli pripeljala nikamor in nikoli ni bilo potrjeno, ali je bila ugrabljena ženska res Cindy. Leta 2003 je moški po imenu Paul Weekly poročal, da je bila Cindy ugrabljena strani Huga Silinskega, takrat znanega kriminalca v Pensilvaniji, skupaj z Michaelom Karkovskim. Hiša Zelenskega v okrožju Luzerne je bila preiskana in preiskovalci so našli dokaze o grozljivih zločinih, ki so bili tam storjeni, vendar niso našli ničesar, kar bi jih povezovalo s primerom Cindy.
Ali je pri njenem izginotju šlo za kaznivo dejanje, ostaja neznano in usoda Cindy je še vedno skrivnost. Njena neimenovana številka primera je MP3088 in vsakogar, ki ima dodatne informacije o njenem izginotju, prosijo, da pokliče občinsko policijo na 81 42 37 1172 in navede številko primera agencije 3701 3701 370 11. Številka 13. Seth Material je knjiga, ki sta jo napisala Jane Roberts in njen mož Robert Butts, vendar je drugačna od vseh drugih knjig, ki so bile kdajkoli izdane, saj trdita, da vsebuje njuno komunikacijo z entiteto imenovano Seth. Ta zgodba se začne leta 1963, ko sta Jane in Robert dobila idejo, da bi opravila raziskavo za knjigo, ki jo je Robert pisal o izvenčutni zaznavi. Kupila sta Ouija desko in začela eksperimentirati, da bi ugotovila, ali so govorice o teh deskah resnične. Niti slutila nista, da se jima bodo življenja zavedno spremenila. 3. decembra tistega leta sta začela govoriti z moško entiteto, ki je trdila, da ji je ime Seth. Začela sta zapisovati te pogovore, a sčasoma je Jane začela prejemati sporočila brez uporabe Ouija deske, saj so se ji ta sporočila, kot da bi ji bila posredovana neposredno v možgane. To je pomenilo, da tabla ni bila več potrebna, saj je Jane lahko preprosto posredovala sporočila Robertu, ki jih je nato zapisal. Seth je pojasnil, da je bitje čiste energije in da ga fizični svet ne zanima več. Dodal je, da je zaključil vse svoje reinkarnacije na Zemlji in da zdaj živi na drugem nivoju obstoja. In poleg tega so bile informacije, ki jih je posredoval paru, že v preteklosti dane mnogim drugim ljudem, vendar so on in druga bitja z vsako novo generacijo svoja sporočila ponavljali na novo. Seth je bil očitno seznanjen s sodobnim jezikom, Jane pa je trdila, da se v mnogih primerih, ko je končala pogovor s Sethom, ni spomnila, da bi to počela ali da bi med pogovorom pila vino. Čeprav je bilo od Setha prejetih veliko sporočil, je bil njegov glavni cilj naučiti Jane in preostali svet, da lahko ustvarjajo svoje lastne resničnosti zgolj s svojimi mislimi in prepričanji. Prav tako je pojasnil, da je reinkarnacija zelo resnična in da je eno izmed temeljnih načel obstoja. Kar zadeva vsakega posameznika, ki ustvarja svojo lastno resničnost, je ponudil razlago, kako to deluje. Notranji ego vsake osebe je odgovoren za ustvarjanje njihove fizične oblike in njihovega neposrednega fizičnega okolja. Izkušnje, skozi katere gredo, so določene z njihovimi pričakovanji, prepričanji in odnosom, ustvarja pa jih zunanji ego. Na kratko je Seth pojasnil, da vsaka oseba doživlja življenje, na katerega se osredotoča, in da ga je mogoče spremeniti šele, ko se odloči spremeniti svoja pričakovanja in prepričanja. Jane je to podrobneje razložila in povedala, da fizično okolje okoli nas ustvarjajo naši umi. Te misli so nato napolnjene z energijo, ki prihaja iz umov množic, in dogodki, ki jih doživljamo kot skupina ali posamezniki, so ustvarjeni na enak način, skozi misel in energijo. Poleg tega je Seth trdil, da resničnost nima začetka ali konca in obljubil, da bo vsak, ki mu bo sledil, doživel spremenjeno zavest in pustolovščine, o katerih si nikoli ne bi mogli niti sanjati. Te seanse so se nadaljevale še naslednjih 21 let, dokler Jane ni umrla leta 1984. Medtem ko mnogi verjamejo, da Seth nikoli ni zares obstajal, so številni drugi v Janeinih zapisih našli modrost, saj so menili, da so njene knjige na boljše spremenile njihov pogled na svet. Številka 12. Množična izginotja so zastrašujoča, a hkrati tudi fascinantna tema. Mnoga takšna izginotja so se skozi zgodovino zgodila po vsem svetu, vendar se je le en tak dogodek kdaj zgodil na Švedskem. Primer se nanaša na 3 moške, Garya Carlsona, Jensa Dalsho in Kjella Johansena, ki so se vsi poznali, saj so vsi delali v ladjedelnici v Göteborgu. Vendar pa so 29. julija 1965 storili nekaj, kar nikoli ni bilo pojasnjeno, in to ostaja ena najbolj skrivnostnih ugank na Švedskem. Ko so tistega popoldneva končali svojo izmeno, so se 3 moški odločili, da vzamejo avto Dalšovega brata, Volvo, in videli so jih, kako so vstopili v vozilo, preden so se odpeljali. Tukaj postane primer precej zapleten, saj naj bi bil povezan z drugim primerom istega dne, čeprav zato nikoli niso našli nobenih dokazov. Tistega popoldneva se je 18-letni moški po imenu Humner Lundqvist odpravljal v Ljusakil preko Göteborga, vendar ni imel svojega avtomobila. Namesto tega se je odločil štopati in v nekem trenutku je njegova družina prejela razglednico od njega, na kateri je pisalo: "Vse je v redu, ne skrbite."
Trije moški v Volvu se niso vrnili domov in se niso pojavili na nobeni od svojih naslednjih izmen. Njihovi prijatelji in družina so jih prijavili kot pogrešane ločeno, zato ostaja neznano, ali so bili skupaj, ko so izginili, čeprav se to zdi zelo verjetno in oblasti verjamejo, da je temu tako. Kar zadeva Lundqvista, ga nikoli več niso videli in ker je bil prijavljen kot pogrešan šele kasneje, ni znano, ali sta primera povezana. Predlagano je bilo, da so trije delavci iz ladjedelnice vozili Volvo, ko so naleteli na Lundqvista in se odločili, da mu ponudijo prevoz. Nihče od teh treh ni imel vozniškega dovoljenja, zato je možno, da so imeli nesrečo in morda končali v jezeru ali kaki drugi vodi. Menijo, da so imeli iz več razlogov namen tisti dan priti domov. Vsi trije moški so pustili vse svoje osebne stvari za seboj, vključno z denarjem in osebnimi izkaznicami. Eden od treh je svojo ženo pravkar dobil otroka in po besedah njegove družine jih nikoli ne bi prostovoljno zapustil. Druga teorija, ki je bila predlagana, je, da so izginotja nekako povezana s kaznivim dejanjem, ki je bilo storjeno v mestu istega dne. Dva moška sta poskušala oropati banko, ko so jo zaposleni v banki napadli in začeli vanjo metati kamenje, medtem ko sta bežala. Roparja sta na koncu slekla zunanja oblačila in razkrila, da sta pod njimi nosila potapljaško opremo. Brez dvoma pa sta načrtovala pobeg pod vodo. A eden od moških se je ranil, ko mu je orožje po nesreči sprožilo, zato ni mogel pobegniti. On in njegov pajdaš sta bila na koncu aretirana, prav tako tudi tretji moški. In čeprav veliko ljudi verjame, da je to povezano z množičnim izginotjem, nikoli niso našli nobenih dokazov, ki bi povezovali oba dogodka. V letih, ki so minila od takrat, so prejeli poročila, da so Lundqvista videli celo v Singapurju, vendar nobeno od teh opažanj ni bilo nikoli potrjeno in še vedno je pogrešan, skupaj s tremi prijatelji iz ladjedelnice. Nenavadno je, da so nekaj dni potem, ko so prijavili Karlsonovo izginotje, v njegovem stanovanju našli moškega, ki je nosil enega od njegovih puloverjev. In izjavil je, da je Karlson živ in zdrav, ter da ga je mogoče najti v četrti s pivnicami. Toda ta sled se ni izkazala za uspešno in neznanca nikoli niso identificirali, zato je primer ostal nerešen. Številka 11. Če bi naključno osebo na ulici vprašali, kdo je po njenem mnenju odkril Ameriko, bi 99% ljudi odgovorilo z imenom Krištof Kolumb. Tako so nas učili v šoli in tako piše v zgodovinskih knjigah, vendar pa naj bi bil po nekaterih virih pravzaprav Valižan tisti, ki je prvi prispel na celino. Leta 1170 je bil Owen Gwynedd vladar slovesne grofije v Walesu z imenom Gwynedd in še danes velja za enega najboljših in najpomembnejših kraljev, kar jih je ta dežela kdaj imela. Večkrat sta se Owen in kralj Henrik II. Anglije spopadla zaradi neodvisnosti in širjenja Walesa, saj se je Henrik osredotočal na ponovno osvojitev Walesa za Anglijo. Henrika je na koncu premagal Owen in njegovi zavezniki v Walesu, ki jim je na ta dan pomagala tudi slabo vreme. Leta 1170 je Owen umrl in skoraj takoj je med njegovimi 13 otroki izbruhnil notranji boj glede tega, kdo ga bo nasledil na prestolu. Dva izmed njegovih sinov, Madog in Rired, sta se odločila, da nočeta imeti ničesar s sporom ali s preostalo družino. V Handelu sta se vkrcala na ladjo in po legendi sta začela pluti proti zahodu brez posebnega cilja, saj sta se odločila, da bosta videla, kam jo bo pot zanesla. Preplula sta Atlantski ocean in na koncu prispela do ameriške celine. Odločila sta se, da morata to odkritje deliti s svojim ljudstvom, zato se je Madog vrnil domov po več mož. Ko je prispel tja, je domačina navdušil s pripovedmi o svojih potovanjih in o novem svetu, ki sta ga odkrila z bratom. Očarani nad njegovimi zgodbami se je veliko mož prijavilo za drugo odpravo in leta 1117 so odpluli z otoka Lundy. Pravijo, da je skupina prispela nazaj v Ameriko in pristala v zalivu Mobile v Alabami. Od tam pa so se odpravili proti reki Alabama, kjer so ob poti postavili nekaj kamnitih utrdb. Indijanska plemena o tem še vedno govorijo in so potrdila, da so te utrdbe zgradili belopolti možje, čeprav nikoli ni bilo dokazano, da sta bila to Madog in njegova skupina mornarjev. Vendar so zgodovinarji potrdili, da so te zgradbe izjemno podobne gradu Dolwith Allen v okrožju Conwy v Walesu. Te iste zgradbe so bile datirane v čas pred prihodom Krištofa Kolumba na celino. Zato veliko ljudi verjame, da je bil Madog njen pravi odkritelj.
Niti Madoka, niti Ririda, niti katerega koli izmed njihovih mož niso nikoli več videli in špekulira se, da so se odločili ostati v Ameriki ali pa so začeli živeti kot del domorodnega plemena. Številka 10. Kamnit glava iz Gvatemale je artefakt, ki je bil dokumentiran v 50 letih prejšnjega stoletja in od takrat strokovnjaki poskušajo ugotoviti, kdo ga je ustvaril, kako je prišel na območje, kjer so ga odkrili in koga naj bi predstavljal. Dolgo časa je bilo območje, kjer so glavo našli, neznano, saj je bilo znano le, da se nahaja nekje v gvatemalski džungli. To je trajalo vse do leta 1987, ko je lastnik zemljišča, kjer so glavo odkrili, poskušal izvedeti več o njej. Poslal je fotografijo nenavadnega artefakta skupaj z njegovim opisom doktorju Oskarju Rafaelu Lari, ki ni bil le pravnik, ampak tudi notar in doktor filozofije. Lastnik je navedel, da je bila fotografija posneta v 50 letih prejšnjega stoletja. Novica o odkritju je nato prišla do raziskovalca Davida Hatcherja Childressa, medtem ko je bral izvod glasila z imenom Ancient Skies. Odločil se je, da želi najdbo raziskati sam, zato je stopil v stik z doktorjem Laro. Lara je povedal, da mu je uspelo izslediti lastnika zemljišča in ga imenoval kot člana družine Bioner. Dodali je, da je kamnita glava bila približno 6 milj od vasi La Demokracija in Childress je takoj začel načrtovati potovanje na to območje. Toda njegov veselje ni trajalo dolgo, saj je kmalu prejel novico od doktorja Lare, da so mu, ko je končno prišel na kraj, da bi si ogledal kamen, povedali, da je bilo celotno najdišče uničeno. Ne samo to, revolucionarji so glavo uničili že pred več kot desetletjem, saj so se odločili, da jo uporabijo za tarčo pri streljanju. Usta, oči in nos kipa so bili uničeni, vendar je Lara vseeno lahko opravil nekaj meritev. Sporočil je Childressu, da je stal 16 čevljev visoko in da je imela glava tudi vrat. Kmalu po njegovi odpravi so v regiji izbruhnili spopadi in Lara se ni mogel vrniti. Zato skrivnosti kamnite glave do danes ostajajo nerazrešene. Več dejavnikov v zvezi s kipom je strokovnjake zmedlo in verjetno nikoli ne bodo našli odgovorov, ki jih iščejo. Najprej so imeli ljudje, ki so ustvarili kamen, očitno izjemno znanje o takšnih stvaritvah, čeprav nimamo pojma, kdo so bili, saj ni nobenih zgodovinskih zapisov, ki bi jih lahko pomagali prepoznati. Drugič, obrazne poteze kipa niso smiselne, saj so fotografije, poslane doktorju Lari, pokazale, da ima kip kavkaške poteze, kar ne bi smelo biti mogoče, saj v času, ko je bila glava izklesana, v tisto območje še ni prišel noben kavkaški raziskovalec. Poleg tega, nihče od ljudi, ki so takrat živeli na tem območju, ni imel takšnih obraznih potez, zaradi česar nekateri verjamejo, da so pri izdelavi kipa delovale še druge sile. Zgodovinarji so zavrnili idejo o kakršnemkoli vplivu nezemljanov, kot so to predlagale nekatere manj ugledne publikacije in televizijske oddaje. In še naprej iščijo verodostojne odgovore, vendar v desetletjih, ki so od takrat minila, niso dosegli nobenega napredka. Številka 9. Vojaško osebje že desetletja poroča o nenavadnih lučeh na nebu. In nerazrešen primer izginotja dveh pilotov, Felix Moncla in Robert Wilson, ni nobena izjema. Incident se je zgodil v noči na 23. november 1953. Po vseh podatkih je bila to nevihtna noč. Člani ameriškega poveljstva zračne obrambe, ki so bili nameščeni blizu kanadske meje, pa so postali sumničavi, ko so na svoji radarski opremi opazili, da se približuje letalo. Sprva so domnevali, da bi lahko šlo za kanadsko letalo, vendar so za vsak slučaj iz bližnje letalske baze Kinross poslali reaktivno letalo F-89C Scorpion, da zadevo razišče. Na krovu sta bila prvi poročnik Felix Moncla, ki je pilotiral letalo, in drugi poročnik Robert Wilson, ki je bil zadolžen za sledenje plovilu prek radarja. V naslednjih nekaj mesecih so se v zraku začele dogajati zelo nenavadne stvari in po mnenju ufologov je to postal eden najbolj nenavadnih vojaških opažanj NLP-jev, kar so jih kdaj zabeležili. Menilo se je, da bo plovilo razmeroma lahko najti, vendar temu ni bilo tako. Ko je letalo vzletelo, je Wilson težko sledil plovilu prek radarja, saj je nenehno spreminjalo smer. To je bilo sporočeno zemeljski ekipi, ki je nato začela usmerjati Moncla. Pospešil je na 500 milj na uro in sčasoma začel dohitevati neidentificirano plovilo, vendar je do takrat že minila pol ure.
Zemeljska ekipa je bila presenečena nad okretnostjo drugega plovila in z zaskrbljenostjo so opazovali, kako se je reaktivno letalo začelo približevati svojemu cilju. Ukazali so Monkley, naj se spusti z 25,000 na 7,000 čevljev. Približno 70 mil od obale Kiwi No Pointa so končno dohiteli neznani predmet. Pripadniki vojske, ki so upravljali radar, so povedali, da sta se dve točki na njihovem zaslonu začeli približevati ena drugi. Nato pa se je zgodilo nepredstavljivo. Signal Munkle in Wilsona na radarskem zaslonu je nenadoma izginil, kar je povzročilo veliko zaskrbljenost pri vseh vpletenih. Na nekaj sekund kasneje je drugo plovilo nenadoma spremenilo smer, preden je tudi njegova točka brez razlage izginila. Druga plovila so bila takoj poslana na območje, da bi preverila, kaj se je zgodilo, vendar niso našli nobenih sledi obeh moških. Iskanje so izvedli ameriško vojno letalstvo, obalna straža in kanadsko vojno letalstvo, vendar brez uspeha. V svojem poročilu za medije je vojska pojasnila, da sta se dva signala na njihovem radarju v nekem trenutku združila, nato pa je njihov reaktivni letalnik nenadoma izginil, kot bi se razblinil v zraku. A vendar so to izjavo kmalu zatem spremenili in trdili, da je radarist napačno interpretiral, kar je videl, ter da sta Munkla in Wilson uspešno prestregla objekt, ki je bil letalo kanadskih zračnih sil C-47. Nadalje so trdili, da je letalo zgrešilo svojo načrtovano pot za približno 30 mil in vstopilo v omejeni zračni prostor. Ko so jih vprašali o Wilsonu in Munkley, so domnevali, da je pilot nenadoma doživel napad vrtoglavice, zaradi česar je letalo strmoglavilo v Gornje jezero, medtem ko sta se oba moška vračala na bazo po uspešno opravljeni misiji. Kanadska vojska je izjavila, da je to izmišljotina, saj tisto noč niso izvedli nobenih poletov. In poleg tega so Munklevi ženi sprva povedali, da je strmoglavil v jezero, nato pa, da je njegovo letalo eksplodiralo v zraku. Vsaka omemba te posebne misije je bila odstranjena iz vojaških zapisov in incident nikoli ni bil v celoti pojasnjen. Veliko ljudi verjame, da je šlo za srečanje z nezemeljskim plovilom, vendar bo, ali je to res ali ne, verjetno ostalo neznano javnosti, saj o tej misiji sploh ne obstajajo nobeni zapisi. Številka 8. Vsi poznamo slavno filozofsko vprašanje, če drevo pade v gozdu in ni nikogar v bližini, ali povzroči zvok? To je zanimiv miselni eksperiment, na katerega nikoli ne bomo dobili dokončnega odgovora, podobno kot skrivnost povezana s podrtimi drevesi, ki se je zgodila v Washingtonu leta 2018. Dogodek se je zgodil v bližini jezera Quinault, ki leži na polotoku Olympic v zvezni državi Washington, natančneje v dolini Quinault v Narodnem parku Olympic. Območje je običajno dostopno dnevnim pohodnikom, vendar je severna stran jezera večinoma zasebna lastnina z zasebnimi hišami. Območje je znano tudi po 3 ogromnih iglavcih, ki so bili razglašeni za največje primerke svoje vrste, kar so jih kdaj odkrili. Nekatera od teh dreves so stara več kot 1000 let in segajo v nebo kot nebotičniki. Drevesa na tem območju so znana po svoji moči in odpornosti, kar še dodatno povečuje skrivnost dogajanja 27. januarja 2018. V jutranjih urah tistega dne je neka sila uspela izruvati kar 110 teh dreves, a za to ni bilo najdene nobene razlage. Prvi predlog je bil, da je močan veter moral pustošiti po območju in da drevesa temu preprosto niso mogla kljubovati. Vendar so stopili v stik z bližnjimi vremenskimi postajami in potrdili so, da v tistem času na tem območju niso zabeležili takšnih vetrov. Tudi radarski sistemi niso pokazali nobenih znakov takšnih vetrov. Najbolj pomemben dogodek, ki je bil zabeležen, pa je bilo srečanje sistemov visokega in nizkega zračnega tlaka. Nekateri strokovnjaki so domnevali, da so bila drevesa podrta zaradi pojava znanega kot mikroizbruh. Ko pride do mikroizbruha, nastane navzdol usmerjen veter, ki se nato spusti na tla, vendar je malo verjetno, da bi imel dovolj moči, da bi podrl drevesa, glede na njihovo starost in kako globoko so bila ukoreninjena. Če bi drevesa res podrli vetrovi, bi morali ti doseči hitrost do 130 km/h, da bi povzročili takšno uničenje, kot so ga našli, vendar takšne hitrosti tistega jutra niso zabeležili. Strokovnjaki so bili presenečeni, ko so ugotovili, da so podrta drevesa tako močno udarila ob tla, da so se celo zaznala kot majhen potres na Richterjevi lestvici. Ko so našli podrta drevesa, so bili njihovi debla razklani. Zaradi njihove višine in teže pa je nastala tudi določena škoda.
Električni vodi so bili podrti, cesta North Shore pa je postala popolnoma neprehodna, saj jo je blokirala množica dreves. Nekateri ljudje so to skrivnost primerjali z drugo znamenitim dogodkom v Tunguski, ki so ga kasneje razrešili, ko so ugotovili, da ga je povzročil ogromen zračni izbruh meteorita. Toda med tistim dogodkom so hitro ugotovili, da je bila za vse skupaj odgovorna neka vrsta eksplozije, za razliko od podrtih dreves v Narodnem parku Olimpik, za katere do zdaj še niso našli razumne razlage. Znano je, da so drevesa padla natanko ob 1:26 zjutraj tistega dne, saj so prav takrat zaznali seizmično dejavnost. A to strokovnjakov ni nič približalo rešitvi skrivnosti. So pa obljubili, da bodo še naprej raziskovali, v upanju, da bodo vzrok nekoč ugotovili. Številka 7. Vedno je zaskrbljujoče, ko se najdejo dokazi, da je nekdo, za katerega so domnevali, da je mrtev, v resnici nekje živ, ne da bi to vedeli njegovi prijatelji in družina. Čeprav nikoli ni bilo dokončno dokazano, da je Herschel Greenspan preživel drugo svetovno vojno, se zdi, da ena fotografija to dejansko nakazuje. Greenspan, ki je prihajal iz Hanovra v Nemčiji, nikoli ni uradno postal nemški državljan, zahvaljujoč nemškemu zakonu o državljanstvu iz leta 1923, ki je določal, da lahko otrok rojen v Nemčiji pridobi državljanstvo le, če sta bila oba njegova starša rojena tam. Namesto tega je po koncu Prve svetovne vojne postal državljan Poljske skupaj s preostalo družino. Medtem ko je živel v Hanovru, je bilo razglašeno, da bodo vsi poljski Judi v Nemčiji aretirani in Greenspanova družina je bila med 12.000 ljudmi, ki so jih pridržali. Vse njihovo premoženje in zemljo so zasegli, njih pa so prisilili, da so se z vlakom vrnili na Poljsko. Ko so prispeli do meje, so morali prehoditi približno 3 kilometre, da bi prišli do mesta. Vendar jim vstop ni bil dovoljen in so morali ostati na meji, kjer je zanje skrbel Rdeči križ. Razmere so bile grozljive in veliko ljudi je zbolelo. Greenspan takšnega ravnanja ni mogel več prenašati, zato je skoval zloben načrt. Ko je pridobil nekaj denarja, je kupil strelno orožje in odpotoval na nemško veleposlaništvo v Parizu. Zahteval je pogovor z uradnikom veleposlaništva. Trdil je, da je vohun in da ima pomembne informacije, ki jih želi posredovati. Povedal je, da bo informacije predal le veleposlaniku, ki ga je imenoval njegova ekscelenca. A zadovoljiti se je moral s pogovorom z Ernstom von Rathom, mlajšim uradnikom. Odvedli so ga v pisarno von Ratha, kjer so ga prosili, naj predstavi omenjene informacije, a namesto tega je Greenspan potegnil orožje in ustrelil. Takoj so ga aretirali in v celoti je priznal zločin. Greenspan je zaradi svojih nepremišljenih dejanj postal nekakšna zvezda in je v zaporu Frene v Parizu dal več intervjujev. Tožilstvo si je prizadevalo, da bi ga poslali nazaj v Nemčijo na sojenje, vendar je francoska vlada to zavrnila. Na koncu so ga premestili v Burgas, vendar so njega in še nekaj drugih zapornikov med prevozom tja napadla nemška letala. Nekaterim zapornikom je med kaosom, ki je sledil, uspelo pobegniti in domnevali so, da se jim je pridružil tudi Greenspan, saj ga ni bilo med tistimi, ki so na koncu prispeli v Burgas. Če bi to vedel, bi verjetno pobegnil, vendar je namesto tega peš odšel v Burgas, kjer se je predal policiji in pojasnil, da so ga preprosto pustili zadaj, ko so po napadu zbrali ostale zapornike. Nato so ga zaprli v Toulouseu, vendar so ga Nemci še vedno iskali. Ker je bila Francija do takrat že kapitulirala, so zahtevali, da jim izročijo Greenspana, čeprav mu je bila nemška državljanstva zavrnjena. Francoska vlada temu zahtevku ni nasprotovala in Greenspan je bil zaprt na Prince Albertstraße. Na koncu so ga premestili v Magdeburg, vendar njegova usoda potem ostaja neznana. Nekateri verjamejo, da je umrl v priporu, drugi pa so ugibali, da je preživel vojno in se preselil v Pariz. To teorijo je leta 1946 okrepila pojavitev fotografije, na kateri naj bi bil po mnenju mnogih Greenspan. Fotografija je bila posneta v Nemčiji in čeprav nikoli ni bilo potrjeno, da je to res Greenspan, mnogi verjamejo, da je dolgo živel, neopažen strani nemških oblasti. Številka 6. Primer izginotja Jacquesa Vergeja je skrivnost, ki ni bila nikoli razrešena in dejavnosti tega kontroverznega odvetnika v času, ko je bil pogrešan, ostajajo neznane. Veliko ljudi sumi, da ni počel nič dobrega, saj nima najboljšega slovesa. Ker pa Verge nikoli ni govoril o času svojega izginotja, oblasti niso nič bolj pametne. Verge je bil francoski odvetnik, ki so ga na koncu izključili kot komunista in borbenega protikolonialnega aktivista.
V zgodnjem obdobju svojega življenja je služil kot borec francoskega odpora med drugo svetovno vojno, vendar je njegov ugled hitro padel, ko je začel delati kot odvetnik za obrambo. Postal je znan kot hudičev advokat, saj je očitno imel nagnjenje k zagovarjanju vojnih zločincev, komunistov in nasplošno ljudi, za katere je preostala družba menila, da bi morali preostanek življenja preživeti v zaporu. Sprejel je strategijo, znano kot obramba z izpodbijanjem avtoritete sodišča, pri kateri je uničil primer proti svoji stranki, tako da je spodkopal avtoriteto sodišča. Večina ljudi je verjela, da je zaradi Vergeza veliko nevarnih zločincev ostalo na prostosti in uničilo življenja še mnogim drugim, ter da bi moral ostati pogrešan potem, ko je izginil. Pravijo, da so bili primeri, v katerih je sodeloval v Alžiriji, njegovi najbolj izstopajoči in najuspešnejši. V tistem času je branil člane Alžirijske narodno-osvobodilne fronte med alžirsko vojno za neodvisnost in postal del ekipe odvetnikov, ki je branila kar 6000 obtožencev. Tukaj je prvič uporabil strategijo obrambe z izpodbijanjem avtoritete sodišča, nekateri ljudje pa so bili navdušeni nad njegovo iznajdljivostjo. Večina ga je imela za pokvarjenega in nepoštenega, zaradi česar je prejel veliko groženj s smrtjo. V 60. letih prejšnjega stoletja je začel podpirati novo vlado Alžirije in se postavil na stran levičarskih revolucionarjev. Njegova žena, Džemila Buhirer, je bila slavna alžirska nacionalistka in militantka, ki je postala narodna junakinja zaradi svojih grozljivih dejanj v Alžiru leta 1957. Veliko ljudi meni, da je Verge postal nezadovoljen z življenjem v njeni senci in je začel braniti palestinske militante. Pogosto so ga slišali, kako poveličuje militantne napade, ki so bili izvedeni, in hitro je postal nepriljubljen pri milijonih ljudi. Leta 1970 je svoji ženi in prijateljem povedal, da mora odpotovati v Španijo na, kot je rekel, rutinsko potovanje in na to ga celih 8 let niso več videli. In večino tega časa so domnevali, da ga je njegov sloves končno dohitela in da ni več živ. Toda leta 1978 se je nenadoma ponovno pojavil in nadaljeval svoje življenje, kot da se ni nič zgodilo, ne da bi ponudil kakršnokoli razlago, kje je bil v tem času. Njegova žena in otroci so bili prepričani, da so ga bodisi prijeli organi oblasti ali pa so ga njegovi nasprotniki odstranili. Ko so ga vprašali o njegovi odsotnosti, je preprosto izjavil, da je diskreten človek in dodal: "Stopil sem skozi ogledalo, kjer sem opravljal vajeništvo." Nihče ne ve, kaj je mislil s to izjavo, njegove nadaljne izjave pa so stvari le še bolj zapletle. Ob neki priložnosti je enemu izmed medijev povedal, da ima rad kače, ker so po naravi skrivnostne, tako kot je bil on sam. Dodal je, da je začutil sorodnost s kačami, saj imajo rade temo in živijo kot samotarske živali. Burgess je 15. avgusta 2015 doživel usoden srčni napad in seboj odnesel skrivnost svojega izginotja. Verjetno nikoli ne bomo izvedeli, kje je bil ali kaj je počel v 8 letih, ko so ga imeli za mrtvega. Številka 5. Skrivnostni primer sira Charlesa Kingsforda Smitha sega v leto 1935 in ker ga nikoli niso našli, njegov primer ostaja nerešena avstralska skrivnost. Smith si je v svojem življenju ustvaril precejšen sloves, saj so ga imeli za izkušenega letalca, ki je izžareval veliko šarma. Njegovo kariero so zaznamovali številni podvigi, ki jih pred njim ni dosegel še nihče. Na primer, preletel je celotno Avstralijo brez postanka, letel iz Avstralije na Novo Zelandijo, nato iz Avstralije v London in opravil prvi prelet Tihega oceana v vzhodni smeri. Vsi ti podvigi so sami po sebi izjemni, vendar jih zasenčijo dogodki iz leta 1935. Začelo se je 7. novembra tistega leta, ko se je Smith odločil poleteti iz Londona nazaj v Avstralijo. Do takrat je bil Smith ali Smithy, kot so ga poznali njegovi prijatelji, star 38 let in odločil se je, da bo letel skupaj s Tommyjem Petherbridgem. In tistega večera, ko je sonce zahajalo, sta se oba odpravila na pot z enomotornim letalom, imenovanim Lady Southern Cross. Ustavila sta se za točenje goriva v Allahabadu v Indiji, nato pa sta se odpravila proti Singapurju. V zraku ju je opazil še en pilot, Jimmy Melrose, ki je takoj prijavil opažanje, saj je bil zelo navdušen, da je srečal slavni dvojec. Verjame se, da je bil Melrose zadnja oseba, ki je videla Smitha in Petherbridgea, preden sta izginila. Omeniti velja, da je Smith potem, ko je kot mladenič med letom nad plažo Bondi skoraj izgubil življenje, razvil akvafobijo. To je pomenilo, da je bil vedno, ko je letel nad vodo, nagnjen k paničnim napadom.
Vendar ostaja neznano, ali je to imelo kakršnokoli povezavo z njegovim izginotjem, vendar se zdi malo verjetno, saj je imel s seboj kopilota, ki bi lahko v vsakem trenutku prevzel nadzor nad letalom. Ko par ni prispel na cilj, so se pojavile številne teorije o tem, kaj bi se jima lahko zgodilo. Večina ljudi je domnevala, da je njuno letalo strmoglavilo v visoka drevesa na otoku I v Mjanmaru, in to z dobrim razlogom. Zemljevid, ki ga je uporabljal Smith, otoka še ni vseboval, zato bi lahko pozabil, da mu je na poti. Poleg tega so eno od podvoznih nog letala našli na otoku približno 18 mesecev potem, ko sta izginila. 3 mesece po njunem izginotju je drug letalec poročal, da je na otoku videl več visokih dreves, ki so bila prelomljena na pol. Vendar, ker niso našli nobenih dodatnih razbitin, ni bilo mogoče ugotoviti, ali je to povzročila Smithova letalska nesreča. Nekateri verjamejo, da je podvozje zgolj naplavilo na otok in da je Smithovo letalo dejansko strmoglavilo precej bolj južno. Od takrat je več ljudi, vključno zgodovinarjem Ianom Mackenziem, preiskovalo otok v iskanju dodatnih sledi, vendar brez uspeha. Ker niso našli ničesar več, izginotja Smitha in Petherbridgea nikoli niso bila razrešena in dogodki, ki so se zgodili tisto noč, morda nikoli ne bodo prišli na dan. Številka 4. Najti fosil star milijone let mora biti neverjeten občutek za vsakega arheologa. A si predstavljate, da odkrijete fosil, ki je tako skrivnosten, da ga noben strokovnjak ne more prepoznati oziroma ugotoviti, kateremu živalskemu bitju je pripadal? To se je zgodilo ljubitenskemu arheologu po imenu Ron Fine leta 2011. In njegovo odkritje še vedno zmede tudi najboljše strokovnjake na tem področju. Ron pripada skupini z imenom Dry Dredgers, združenju, ki ima sedež na univerzi v Cincinnatiju. Sestavljajo jo samo ljubiteljski arheologi, njegova najdba pa je bila najbolj izjemna, kar jih je skupina do zdaj odkrila. Prav tako so večji del 7 desetletij pomagali poklicnim paleontologom pri njihovih odkritjih in pomembno prispevali k področju arheologije. Vendar pa ostaja neznano, kako pomembno bo odkritje fosila Godzile, saj strokovnjaki še vedno niso enotni glede tega, kaj pravzaprav je. Območje v Cincinnatiju, kjer so ga našli, je bilo pred 450 milijoni let prekrito z vodo plitkega morja. Verjame se, da je to bitje takrat živelo v tem morju, vendar ostaja skrivnostno, saj je to edini primerek, ki so ga kdaj našli. To se zdi skoraj neverjetno glede na velikost bitja, zaradi česar so ga poimenovali Godzilla, po filmski pošasti Godzilla. Organizem je meril približno 2 metra v dolžino in je imel več eliptičnih režam podobnih struktur na svojem telesu. Ko je Ron naletel na fosil, je takoj vedel, da je nekaj, česar še nihče ni videl. Po videzu ga je primerjal s kaktusom saguaro, kar je smiselno, saj ima ta kaktus sploščene veje, ki so podobne režnjem najdenim na fosilu. Tako je tudi vedel, da ni podoben večini fosilov, ki so jih našli na tem območju, in postal je zelo navdušen ob misli, da je morda našel nekaj, česar še nihče ni videl. Za razliko od drugih gladkih fosilov, ki so jih izkopali, ima fosil Godzile površinsko teksturo. Ko so odkrili več fosila, je postalo jasno, da ni podoben ničemur, kar so našli na tem območju v zadnjih 200 letih. Kolikor časa tam paleontologi že izkopavajo. Potrjeno je bilo, da je Godzilin fosil res biološkega izvora, vendar tudi najbolj izkušeni strokovnjaki niso mogli ugotoviti, ali gre za rastlino, žival ali vrsto alg, ki so uspevale na tem območju pred milijoni let. Ko so ga odstranili iz zemlje, je Ron začel skrbno sestavljati stotine delov skupaj, dokler niso tvorili celote. Upajo, da bo to razkrilo več o organizmu, vendar tudi potem, ko je bilo to narejeno, on in njegovi kolegi strokovnjaki še vedno niso bili nič bližje temu, da bi ugotovili, kaj je. Ron verjame, da je stal pokonci in da je imel okončine, ki jih imenuje veje, ki so segale v več smeri. Predlagal je, da bi to lahko bila zgodnja vrsta morskih alg ali morske trave, ki je takrat rasla v morju, in da je ta poseben primerek nekako zrasel veliko večji od ostalih. Drugi raziskovalci so opazili, da je imela na površini nekaj podobnega luskam, vendar so prepričani, da ni bila riba, saj očitno ne vsebuje kosti. To je nekatere raziskovalce pripeljalo do prepričanja, da bi lahko šlo za vrsto spužve, vendar ker nimamo pojma, ali je bila rastlina ali žival, bo treba opraviti še dodatne raziskave in upamo, da bomo našli več odgovorov. Številka 3. Sprva so mislili, da sumerski seznam kraljev vsebuje le bitja in like iz mitologije te civilizacije.
Toda odkritja, do katerih so prišli s pomočjo analize DNK, bi lahko dokazala nasprotno in prinesla še več skrivnosti temu nenavadnemu odkritju. Prvo ime na seznamu sega 226 tisoč let nazaj, kar se morda zdi nenavadno, saj zgodovinarji ne verjamejo, da so takrat obstajale civilizacije. Menijo, da se je sumerska civilizacija začela šele leta 5400 pred našim štírom in da se je končala 600 let kasneje. Zato dejstvo, da se seznam kraljev začne 100 tisoč let prej, zgodovinarje bega. Sledi seznam imen kraljev, ki so vladali Sumeru do leta 1817 pred našo štetevo. Imena so zapisana v sumerskem jeziku, kot je pričakovano, in so vrezana v glinene tablice, ki so jih našli v starodavni Mezopotamiji, ki je danes znana kot Južni Irak. Seznam so našli med več izkopavanji v tej regiji. V 20. stoletju prvi del pa je odkril nemško-ameriški učenjak Hermann Hilprecht. Na odkritje je naletel konec 19. stoletja, po obsežnih raziskavah pa je svoja odkritja objavil leta 1906. Leta 1911 je Jean-Vincent Scheele odkril še več fragmentov, skozi leta pa so iz podzemlja izkopali 18 fragmentov. Pripoveduje tudi o velikem potopu, zelo podobnem tistemu, ki je opisan v Svetem pismu, ki se je na tem območju zgodil pred 1000 leti. Vendar ostaja neznano, ali gre za izmišljeno ali zgodovinsko pripoved. Kar naredi seznam sumerskih kraljev tako nenavaden, je dejstvo, da naj bi nekateri kralji, omenjeni pred tem velikim potopom, vladali 1000 let, kar bi seveda moralo biti nemogoče. Osem omenjenih kraljev naj bi skupaj vladalo 341.200 let, zaradi česar nekateri menijo, da je seznam bodisi izmišljen ali pa pripoveduje mitologijo iz tistega obdobja. Kralj Enlil-luana je naveden kot vladar, ki je vladal 43.200 let. Kralj Kali-uga pa je naveden kot vladar, ki je vladal 432.000 let. To je še dodatno podkrepilo teorijo o mitologiji, saj se število 432 pogosto uporablja v misticizmu skozi zgodovino. To je pomembno tudi za Vikinge, Maje in stare Grke. A drugi imajo bolj logično razlago. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da so te številke zakodirane v formuli, ki uporablja sumerski matematični sistem s osnovo 60. Ko to uporabimo na seznamu, postanejo obdobja, v katerih so vladali ti predpoplavni kralji, veliko bolj smiselna. Toda, ko ga uporabimo za popoplavne kralje, sistem odpove. Po seznamu je, ko so se poplavne vode umaknile, sumersko kraljevanje prišlo z nebes in v povsem novo mesto z imenom Kiš. Nekateri kralji, omenjeni po tem obdobju, so Nangish-Nungishlišma, ki je vladal 670 let, in Zuka-Kip, ki je bil kralj 900 let. Nekateri zgodovinarji so ta dolga vladanja primerjali z vladavinami kraljev v Svetem pismu, za katere prav tako pravijo, da so živeli več 100 let. Nekateri so celo namigovali, da je ta seznam na nek način povezan s tistimi kralji, vendar to ni bilo dokazano. Skupaj so kralji po potopu vladali 24.510 let, 3 mesece in 3,5 dni. Kraljevska oblast se nato preseli v Uruk in na več drugih območij današnjega Iraka. Ko se datumi na seznamu nadaljujejo, je vladavina vsakega kralja krajša, razen še nekaj, ki so navedeni kot vladali stoletja. Dolgo časa so verjeli, da so Sumerci ustvarili prvo človeško civilizacijo na svetu. Toda zahvaljujoč DNK testiranju, ki je bilo opravljeno na vzorcu, ki ga je predložil moški po imenu Albert Perry, so mu povedali, da je mogoče njegovo DNK izslediti do prednika, ki je živel pred približno 338.000 leti. Za kar so mislili, da je nemogoče, in mnogi še vedno menijo, da je nemogoče. Zato mnogi ljudje še vedno vztrajajo, da so kralji na tem seznamu res lahko živeli 1000 let, vendar se to za zdaj jemlje z rezervo, dokler ne bodo odkrili več informacij. Številka 2. Amazonski. Pragozd je eno najbolj skrivnostnih krajev na našem planetu. Znanstveniki, arheologi in raziskovalci že desetletja obiskujejo ta gozd, in čeprav je bilo že veliko izjemnih odkritij, je kar 80% Amazonije še vedno neraziskanih. Zato ne bi smelo biti presenečenje, da so bila v tem gozdu skozi leta odkrita nekatera nepojasnjena najdeb, med katerimi je tudi 450 nenavadnih geoglifov, ki so jih odkrili v zadnji četrtini stoletja. Geoglifi so velike risbe vzorcev ali figur, kot so živali ali ljudje, ki so ustvarjene na tleh z uporabo kamnov, gramoza ali z dejanskim izkopavanjem v zemljo.
Te vzorce so našli na območjih po vsem svetu, mnogi med njimi pa nikoli niso bili pojasnjeni. Geoglifov, ki so jih odkrili, verjetno nikoli ne bi našli, če ne bi odstranili dreves in drugega rastlinja na tem območju, kar je razkrilo veliko površine tal, na katerih so tudi te nenavadne podobe. Zdaj so predlagali, da so ljudje, ki so pred tisočletji živeli v gozdu, zelo dobro upravljali z zemljo, preden so se razpršili in je narava prevzela oblast. Pravzaprav so nekateri predlagali, da so bili pri upravljanju zemlje spretnejši, kot smo mi v sodobnem času. Geoglifi so bili odkriti na območju 5000 kvadratnih milj, zato je zelo verjetno, da so jih ustvarila različna plemena iz različnih razlogov. Večina jih je vkopanih v zemljo in merijo približno 12 jardov v širino ter 13 čevljev v globino. Večina jih je bila ustvarjena v obliki krogov, ovalov ali kvadratov, medtem ko so drugi bolj osnovni. Prvič so jih odkrili, ko so lokalni živinorejci začeli čistiti zemljišča, da bi njihova živina lahko pasla, in bili so zmedeni, kaj bi te oblike lahko pomenile, prav tako kot so danes znanstveniki. Medtem ko so jih nekaj našli ljudje na tleh, so jih veliko več odkrili s pomočjo satelitskih posnetkov. Ta zračni pogled je raziskovalcem omogočil veliko boljši vpogled v oblike, vendar nihče ni uspel ugotoviti, kakšen je bil namen geoglifov v času, ko so bili ustvarjeni. Poleg tega ostaja skrivnost, kako so starodavni ljudje uspeli ustvariti tako velike oblike s takšno natančnostjo. Predlagano je bilo, da oblike niso bile ustvarjene v bližini vasi, saj v njihovi bližini skoraj niso našli človeških artefaktov. Predlagano je bilo, da prikazujejo območja, kjer so se v preteklosti odvijala javna zbiranja, ali pa da so bila to mesta verskih dejavnosti, kot so obredi, vendar to ostaja le ugibanje, saj na teh mestih niso našli ničesar, kar bi potrdilo to teorijo. Še en dejavnik, ki je strokovnjake zbegal, je dejstvo, da so ti starodavni ljudje nekako znali odstraniti drevesa in rastlinje, da so ustvarili geoglife, ne da bi negativno vplivali na okolico. Uporabljali so tehnike, ki so zagotavljale ohranitev zdravja gozda, za razliko od krčenja gozdov, ki se danes dogaja v Amazoniji. Upoštevajte dejstvo, da so odkrili 450 teh geoglifov in da gozd ni bil prav nič poškodovan. Zato je jasno, da so starodavna plemena ugotovila, kako ustvariti te oblike, ne da bi povzročila trajno škodo svojemu okolju. Številka 1. Arheološko najdišče na Malti je raziskovalce močno zmedlo, saj jim ni uspelo ugotoviti, kdo je ustvaril to najdišče, ali zakaj so ga uporabljali ljudje, ki so na tem območju živeli pred tisoči leti. Najdišče, o katerem govorimo, se imenuje Hypogei Hal Safliet in se nahaja blizu velikega pristanišča Vallette na Malti. Zgodovina njegovega odkritja je izjemna, saj nihče ni vedel, da obstaja, dokler ga niso povsem po naključju odkrili. Leta 1902 je bil kamnosek zadolžen za gradnjo hiš na tem območju in je postavljal temelje teh stavb. Medtem ko je kopal po zemlji, je po naključju prebil streho Hypogeia Hal Safliet, vendar ni imel pojma, da je pravkar naredil pomembno zgodovinsko odkritje. Ko so opravili pregled najdišča, so ugotovili, da je bil velik del zgornje ravni stavbe uničen zaradi gradbenih del, ki so se že začela. A ni bilo vse izgubljeno, saj se je kmalu izkazalo, da so spodnje ravni ostale nedotaknjene. Izkopavanja so se takoj začela, leta 1903 pa je najdišče postalo last zasebnika. In naslednjih 8 letih so arheologi odkrili čim več kompleksa, pri tem pa so ugotovili, da je bil zgrajen s 3 ločenimi nivoji. Zgodovinarji niso vedeli, kaj naj si mislijo o kompleksni zgradbi, saj se je zdela kot nekakšen labirint, ki je vodil v različne sobe. V kompleksu so našli tudi hodnike in majhne niše, vendar niso bili prepričani, zakaj so bile te sobe uporabljene. Celoten labirint je bil skrbno izklesan iz apnenca, pri čemer so nekatera opravljena dela izstopala po izjemni kakovosti. Nekateri kamnoseški detajli so bili zelo urejeni in natančni in nimamo pojma, kako bi to lahko naredili s primitivnim orodjem pred tisoči leti. Med nadaljevanjem izkopavanj so na različnih odprtih območjih našli več krožnih jam, za katere se domneva, da so jih uporabljali med obrednimi slovesnostmi. Toda zaradi nenavadne gradnje Hypogeia Hal Safliet imajo nekateri ljudje druge teorije o tem, kakšen je bil njegov namen. Nekateri zgodovinarji verjamejo, da je bila ta posebna metoda gradnje izbrana zato, da bi izboljšali akustične lastnosti kompleksa, saj se zdi, da so prostori natančno uglašeni na določene frekvenčne spektre. Če je temu tako, bi lahko bil Hypogei Hal Safliet ena najstarejših zgradb, ki so jih kdaj ustvarili z namenom izboljšanja zvoka glasbenih instrumentov.
Medtem ko je sama zgradba skrivnostna, so tudi nekatere relikvije, ki so jih tam našli, precej nenavadne. Med njimi je kipce, ki so mu dali ime Speča dama. Verja Meho, ta predstavlja mater naravo, po mnenju nekaterih učenjakov, pa naj bi predstavljala konec življenja. Ta najdišče, ki sega v obdobje med 4000 in 2500 let pred našim štetjem, zahteva še veliko več raziskav. Izkopavanja pa se bodo verjetno nadaljevala še dolgo časa. Upajmo, da bodo raziskave razkrile več o teh skrivnostnih ljudeh in o načinu, kako so takrat živeli. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, kliknite gumb Všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi videi. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.